Barbara svoje gluhote sploh ne jemlje kot telesno okvaro. Nikoli se ni naučila znakovnega jezika in nikoli ni pristala na to, da bi bila zaradi svoje okvare drugačna od slišečih. Svojo pot je nadaljevala odločno in kot vsi običajni ljudje. Barbara Vegel iz naslednje zgodbe že na videz pooseblja krepost, vitalnost in upornost. Že zelo mlada se je odločila, da je življenje prekratko, da bi zapravljala čas s skrbmi zaradi okvare sluha. S polževim vsadkom živi povsem običajno življenje. Sem trmasta, vztrajna, nasmejana in dobrovoljna oseba, ki se rada druži. In samo delo mi prinaša takšno veselje, da ga ne imenujem delo, temveč združenje s prijetnimi ljudmi. Moj poklic, ki ga opravljam, je osebno trenerstvo. To pomeni, da se s strankami ukvarjam individualno, jih vodim skozi vadbo, jih rehabilitiram in pač sem tudi na nek način njihove terapevtka, ki jih pravilno usmerjam skozi življenje, da bo zdravo, srečno in veselo. Svoj dan preživljam precej aktivno, tudi kakovostno, vstajam zelo zgodaj, medtem ko drugi še spijo, se s psičkam vračam že s prehoda. Ta poklic mi nudi osebno neodvisnost, od države nikakor nisem odvisna, tudi nikoli nisem bila, nisem prejemala nikoli nobene pomoči. Tako, roke za glavo. Okvara sluha me pri samem delu ne moti, saj tudi tega ne dovolim. Sem gluha, ampak slišim, kar pomeni, da vztrajno se nagibam k temu, da vse razumem, se z njimi normalno pogovarjam, komuniciram, tako da resnično okvara sluha me sploh ne moti.